In jaz ne želim, da o meni govorijo slabo. Torej, že moram predvidevati, kaj se lahko zgodi. In že to od začetka ukreči. A bi rekla, da si control freak ali si perfekcionist? Oboje. Okay. Je to znano, ne? Znano. Alena, pozdravljena v današnji oddaji. Zdravo. Sem vesela, da si se odzvala kljub nekemu začetnemu... Takoj si rekla sicer ja, ampak en pomislek si pa imela, ne? Ja, ker vseeno še pri meni malo organizatorskih stvari, tako laufa, jaz nisem zdaj s časom, da lahko vsem dogodkam rečem, ja, jaz se moram se zmeniti še doma, ker imamo eno malo šefico doma, od katere je vse odvisno. Koliko je stara šefica? Malo bo 4 junije. Bravo. Ja, tako da zdaj nisem več tako prisotna povsod, kot je to bilo prej. No, tako da zdaj je več doma, oziroma doma. Več sem mamica kot poslovna ženska. Ne vem, če ste to ali kdo to opazil, da res sem zelo, zelo malo aktivna. Ja. To je zdaj dejansko prvi live dogodek po 4 letih. Wow. Tako da sem hvaležna, da si mi povabila. Hvaležna sem, da si se odzvala. Da ne bojo rekli, da se bo med cedil, ne? Dejva povedati, danes prvič pravzaprav snemamo podcast pred živo publiko, tako da jaz upam, da se bo kakšna tudi opogumila in ti postavila kakšno vprašanje za današnjo temo, bom vesela. Ki bi jo v bistvu rada načela s tabo, in sicer gre za žensko podjetništvo in to v izjemno oski niši, ne, podaljševanje trepalnic. Se pravi, imamo lahko industrijo zelo široko, beauty industriji, pa gremo potem na kozmetično dejavnost in potem en delček, en segment tega je podaljševanje trepalnic, ne. In tle imam kar nekaj vprašanj za tebe, ampak preden se zares spustiva, bi te pa vprašala isto vprašanje, ko vsakega gosta vprašam, in sicer, kdo je Alena? No, mogoče sem že malo odgovorila na to, ker zadnjih 4 leta sem res predvsem mamica. Ker dejansko se ne moram tako posvetiti podjetju, tako kot je to bilo prej. Kdo me pozna, ve, da sem bila non-stop aktivna, non-stop nekam smo šli, vsak vikend smo bili nekje, zdaj pa smo doma, bolj družinsko, uživamo v tem. Uživaš v tem? Ja. Ok. Ampak, Alena, ti prihajaš iz Belorusije. Ja. Jaz sem zelo previdno rekla, ker včasih nisem prepričana. Ta moja znanje zemljepisa je bilo zmeri švoh, vem. In prej na začetku, ko sem omenila, da en pomislek si imela, je bil ravno morda jezik, ne? Da morda kakšnega vprašanja ne boš razumela. Zdaj midve sva se zmenili, da če česa ne bo razumela, da me bo brcala. Ni bilo čistko, ampak ja. Ampak dej povej mi, iz Belorusije v Slovenijo. Ne. Vem, da je bilo nekaj vmes še. Ja, bilo nekaj vmes. Jaz sem dejansko po poklicu učiteljica angleškega in nemškega jezika. Wow. In ker nemški jezik je bil moj drugi jezik in sem ga učila samo na univerzi, ni bil perfekten tako, kot sem ga želela imeti. Okay. In sem rekla, grem v Nemčijo za 1 leto, da ga izboljšam. In iz tega nastalo to, da sem živela že v Nemčiji 8 let, sem spoznala Tonija, mojega moža tam, smo se poročili in smo ostali tam živeti. In čez nekaj let... V Nemčiji ste se poročili? Ja, no, to smo šli domov se poročiti, ampak ja. No. In smo bili tukaj na obisku parkrat pri njegovi družini in enkrat vozimo avtocesto Ljubljana-Maribor, tista vaša edina glavna, ne vem, kak ne rečem temu. No, ima ja, in dva, ena. Gledam desno, levo, kako lepo se počutim kot doma. Toni tako na meni gleda. Avtocesta, predstavite, ne? A bomo tukaj ostali, a preselimo se. In evo. In zdaj sem kriva, da smo tu. Se pravi, Nemčija ti ni dala tega, kar si začutila tukaj. Kaj pa te je toliko spominjal na tvojo deželo? Ne vem, očitno narava. Nekako tako mi je bilo tukaj res lepo in še vedno smo srečni, da smo prišli sem. Kje živita vidva? V Žalcu.
V Žalcu. A sta že skozi v Žalcu stacionirala? Ja, to je tudi taka zgodba, ker to je našo službo v Celju in smo začeli iskati stanovanje nekje blizu, logično. V Celju smo pogledali par stanovanj, že mi Celje ni bilo všeč, se opravičujem. Ampak ko smo prišli v Žalec, zopet taka stara cesta, 11 let nazaj, kdo jo pozna. In jaz tako, tukaj bomo živeli. Tako mi je bilo všeč to mesto in tam smo našli edino stanovanje, katero nam bilo všeč, vse nam je bilo všeč in smo tu in niti ne želimo iti ven. To. Ampak povej mi, kje se je pa potem zgodila ta ljubezen do trepalnic? V Nemčiji sem imela salon, oziroma ne salon, da se ne razume napačno, kotiček, eno sobico v salonu sem imela v najem, kot nohtarica sem začela. Potem pa, ko so prišli trepalnice na trg, so še bili te šopke. Sem rekla, Toni, poglej, to je nekaj novega, Toni. Misliš, ti raztrešene trepalnice? Ne, kar šopki, taki so bili, katere kao 2 tedne lahko nosijo, se spomniš? Cluster lashes varianta? Ja, očitno, takrat, brez tečaja si jih lahko kupim, jaz sem jih kupila. Tako kot jaz to perfektno estetsko lepim, lepila čist mal, da se ne vidi in logično te drži 2 dni, dokler sanka se ne umije. Jaz kličem firmo, pa kak se ne drži, pa kaj je delam napačno, lahko pridem na tečaj. Ne, tečaj ni, to tako enostavno, vi že, ker se potrudite. Jaz tako, Toni, jaz sem našla en salon tukaj, gremo tja, jaz kot stranka, ti pa pogledaš, kaj ona dela drugačna. Industrijska špionaža. Ja. Nič iz tega ni bilo, ker je bila stilistka, kozmetičarka iz Turčije. Torej, moškem ni bilo možno iti v sobo. Čeprav, tako da nič ni bilo špionaže. In ona me je toliko lepila dala gor, jaz tako sem gledala. In drugi dan vse sem potrgala, koliko se dala, sicer z oljem, ne vem s čem, ker ni odstranjevalce za to. In sem rekla, ne, s tem zaključimo, iščemo drugo priložnost, oziroma drugo možnost. In takrat so bili, počasi se je začela s klasičnimi trepalnicami. Katero leto je to? No, to naše podaljševanje. Ne, katerega leta je bilo 2008. 2008, Ja. In takrat v Nemčiji je bila samo ena znamka, ne bom zdaj rekla katera, da ni, Luxus lashes. In cene za tečaje so bili sky high. Ja, in ker že s enimi trepalnicami se tako malo ni šlo, sem mislila, če tam še plačam nekaj 1000 in tudi ne bo šlo, to pa ne bom riskirala. In sem skombinirala dopust doma in sem naredila tečaj tam za 100 evrov. Moj prvi tečaj je bil za 100 evrov. Tečaj, da vi razumete, kakšen je to tečaj bil. Ampak jaz ne bom rekla, da je bil slab. Ker dejansko iz vsakega tečaja se nekaj naučiš. In še vedno uporabljam neke trike od takrat. No, v glavnem, to je bilo privatno stanovanje na kavču, brez lučk. Sicer ona me neki res 2 ure razlagala teorijo, koliko se dala takrat na ta trenutek. Logično, da vsako leto mi razlagamo več in več. Model, tako nekako sediš, ker na kavču. Mislim, kje je trepalnica? Kam lepim? Ona, super, bravo! Jaz tako, a res? Ok, evo, moja prva trepalnica. Se ne spomnim, skoliko jih takrat prilepila, sem šla domov, ful navdušena sem bila. Pridem v Nemčijo, trepalnic nimam, kje si jih vzamem? In sem naročila v Španiji, sem našla eno znamko, mislim mogoče še vedno XXL lashes, ne vem, no v glavnem. In so poslali moj prvi kovček, jaz ga odpiram, tam v dozicah, tiste trepalnice. Taka, njena traka, Razsute, ne? Večina ne ve, namreč, da ko se je začelo podaljševanje trepalnice niso bile na trakcu nalepljene, ampak si jih dobil dejansko v lončku in so bile razsute in si jih pobiral eno in eno. In še tam ni bila ista dolžina. Torej, kao kupiš 8, tam pa ne vem se kaj. Torej, daš tak po kupčkah na papirček in tak, ja. In mislim, je bilo 80-12 recimo, torej niti vse dolžine in ena dozica rjavih trepalnic 12 mm. Zdaj tak misliš, zakaj? Kaj jaz s njimi naredim? Ampak jaz sem našla stranko za to. In kdo je to bil? Toni? Ja. Tako da srečni smo bili, da so rjave. Sem nalepila, odrezali po dolžini njegovih trepalnic, da pogledamo, če sploh drži. In? Ja, se ne spomnim. Mislim, da že držala. Tako da ja.
tak sem začela. Tako si začela? Ja. Okay. In si potem našla pač trepalnice zase, si lahko začela delati v Nemčiji ali je bilo še prezgodaj? Potem sem brskala po spletu in na eBayu sem začela kupovati, sem našla takoj trepalnice na trakah, oziroma tako kot mi zdaj navajene in to je meni bilo, wow, zakaj bom se ukvarjala s temi, sem mantrala, če tukaj že imam vse razporejeno. Paletk pa ni bilo na ta čas, sem narezala kartončke, da na kartončke sem lepila vse to. No, glavno, vse, kar bilo potrebno nekih takih tehničkih stvari ali neki, to mi vedo Toni. Jaz tak, Toni, imamo težavo. Jaz imam to, rabim pa, da mi je bolj enostavno delati. Toni tak, evo, imaš. Tako da vedno on mi je zraven dejansko pomagal. Ja. In iz Nemčije si šla potem v Slovenijo. Tako. Kdaj se je ideja o A/S rodila? Pa zakaj? Ja, no, glavno. To je tudi taka zgodba. Mi samo zgodbe imamo. Ja, sej. Jaz sem na začetku odprla SP kot salon, da delam nohte, trepalnice, permanentni make-up sem še takrat delala na začetku. In sem našla eno storitev, permanentna maskara, če se spomniš. To je bilo tako full in takrat. In sem našla eno podjetje avstrijska, ki so iskali distributere in trenere. In to je bil moj rojstni dan. Toni je bil nočni tiste, kako se reče temu, špetšiht. In on pride s službe, ne vem, ob 10 utrujen, jaz tak, Toni, eno darilo za rojstni dan. A lahko postanem distributer? Ponavadi on vedno, kar se tiče distributerstva, vedno rekel ne. Tukaj pa, ok, redu. Ker je bil utrujen? Ne vem, očitno res je, dan je bil namenjen za to. In smo se dogovorili že s to žensko, smo šli v Avstrijo, naredila sem tečaj, da znam to obvladati in kdo je bil model, seveda Toni. Smo zmenjali, nabavili izdelke, ampak izdelke so bili samo kozmetične, torej maskara, ne vem, odstranjevalec, ne vem, vse tiste flaške. Kje pa so blazinice, kje pa so krtačke, torej vse instrumente, pripomočko ni bilo v tej znamke. Torej, kak jaz zdaj vodim tečaj, če nimam pripomočkov? Sem začela iskati, kje lahko kupim pripomočke. Sem našla, imam pripomočke. Toni, pripomočke že imam. Ajda, dodamo še trepalnice in evo, to je to. In, potem sem začela seveda iskati trepalnice, lepilo bi bilo potrebno. In to je bila res, jaz sem ne vem, koliko časa iskala, ker takrat situacija bila seveda drugačna. Zdaj, samo dovolj, mislim, na Facebook dati, da delaš trepalnice in tebe že vsak dan pošiljajo proizvajalce ponudbo. Takrat sem komi sploh našla, kje jaz lahko dobim te proizvajalce. In naše prve trepalnice so bili B020. Da, itak, kaj pa? In to je to. Normalno. Torej, mi smo imeli omaro in z omare smo dali 2 police za našo robo. Sem bila, hej, slišaš, lastna blagovna znamka. In tako smo začeli. Počasi smo dodajali in dodajali. Ok, ampak kakor se jaz spomnim, zdaj, ko si omenjala Tonija, da je reševal tvoje zamisli, vedva sta še kar en kup drugih stvari naredila po tvoji ideji. A ni nastal vzglavnik? Ja. Pa kar nekaj takih rešitev je bilo, no? Res je. Ker jaz vsakeč, ko me nekaj motila, sem se pritoževala, da jaz rabim to ali to. In smo začeli s lastno linijo palet različnih in izbočenih. V glavnem, vse, kar zdaj vi lahko kupite, dejansko, to so Kitajci, ki so ponovili nas. Ok, hecam se. Ampak dejansko, take okrogle palete, to je bil Toni izumel, ali kak naj rečem. Vzglavnik dejansko originalna ni naša ideja, mi pa smo ga prilagodili pod moje potrebe. Ko smo začeli delati, smo gotovili, da izrez mora biti malenkost drugačen, da stranka tak ravno leži za nas kot stilistk, da mi lepo vidimo veko, naprimer. Ta ploščica, katera pride zraven, to je dejansko od Tonija ideja. Tako da veliko stvari res to, dejansko naši izdelki, ki jih proizvajamo v Sloveniji, no vse ostale prihajajo tam. Ja. Ok, se pravi, kar precej sta bila inovativna oba, a ne? Ja. Okay. Zdaj, ti si v bistvu pri nas, dajva reči v Sloveniji, na našem trgu, bila pionirka v marsičem, kar se tiče podaljševanja trepalnica, ne? Mislim,
tako, da bom rekla, bolj vidno izpostavljene. Ja, so bili neki veliki brendi, tako kot smo že prej rekli, ampak nihče se ni zares s tem ukvarjal. Jaz se spomnim enega tazga tečaja, ki sem ga naredila. 100 evrov, ja? Isto, nič ne znaš, ne? Ampak dejansko se takrat to znanje res šele razvijalo. Ampak ti si pa potem prišla na idejo, dajmo narediti tekmovanje. 2014. Mislim, 15. 2015, 2016, tako. 2015 je bilo prvo tekmovanje. Ja. Od kje? A si dobivala ideje od zunaj, iz tujine, si kdaj tekmovala? Ja, kako jaz sem, ker nekako ful hitro sem se povezala s tujimi trenerami in eden od trenerov, en fant iz Češke, nekako tako menil, ajde, jaz grem kot sodnik na Poljsko na tekmovanje, pridi. Ok, zdaj pa sem rekla, v redu, jaz grem, pogledam sploh, kaj je to. Komunikacija z organizatorjem je bila katastrofalna, takoj povem, ker meni je že bilo nekako tako razumljivo, da jaz bi mogoče in to informacijo rabila in to, in oni, mogoče, ker angleška komunikacija pre njih ni štimala ali kaj, ali ni odgovarjal pomočnik, no ne vem, no v glavnem zelo slabo pomagali z odgovorami in torej jaz sem šla tja, sploh nisem bila pripravljena. Jaz sem šla. Si šla tekmovati ali si bila tekmovati? Aha, ok, nisem zdaj razumela. Ne. On me je rekel priti kot tekmovalka, ker logično vsak sodnik probal čim več, da bo čim več udeleženk. Sem vadila na enem modelu, ker sem se prijavila na light volume in na kao Russian volume in sem vadila dejansko vsak drugi dan. Naredimo dol. Jaz sem njena trepalnica poznala v nulo, bi lahko zaprtimi očmi delala. In ko smo šli tja, celotna organizacija, to je bila katastrofa, dejansko katastrofalna. Že, ne vem, ko prideš noter, ko začneš nekaj vprašati, ne vem, recimo, jaz sem, kako naj povem, že po poti razmišljala, fajn bi bilo, če bi jaz mešala ukrivljenosti, in oni me to sploh niso omenjali, da tam dobiš več točk, če se mešaš ukrivljenosti, In ko sem jih vprašala, da jaz bi lahko kupim, a imate? Ja, ampak zakaj pa sploh ne rabiš? In to mi je rekel organizator. Torej, kako te spodbujaš na tekmovalk? V redu. Potem, čist na koncu, naprimer, namesto tega, da bi dali certifikate udeleženkam na začetku in potem nagrajevali, naredili prav obratno. In torej, ko ni dobiš nagrado, tako pa sploh ni grem tja. Dejansko tam nič nisem dobila. Vprašanje zakaj, ker mi še lahko stali tako zraven sodnikov malo gledali in ko so sedeli samo Rusinje na začetku, jaz tako 10, 5, 10, torej največji točki. Jaz tako, točno bom nekaj dobila. In na koncu ne dobim nič. Tak, pošli me prosim liste, tiste judging sheets. In ono pošilje 2. 70 sodnikov, ono me pošlje 2 lista. In jaz tako, no prosim, in tam 3, tam 7, no torej nižje točki. A lahko dobim vse? Ne, po pravilam ne smeš dobiti vse. Po kakšne so to pravila? Jaz želim vedeti, kje so bile moje napake. In sem bila ful razočarana, ker to se ne organizira na tak način. Sem rekla, jaz bom to naredila boljše. Ok. Prav zaradi tega sem rekla, jaz bom naredila to drugačno, da vse dejansko se vidi, kdo kaj dobi, da lahko prideš do sodnika, vprašaš ga. Zato naše judging sheets smo vedno dali takoj na koncu. Da ne mene vprašajo tekmovalke, kje sem naredila napako. Evo, sodnica ali sodnik, greš tja in vprašaš. Ja. Ker seveda se zgodijo napake tudi med samim sojenjem, ker seveda, če ti pogledaš, ne vem, toliko in toliko modelov, ti mim grede narobe šlo napišeš. Zato iz vsakega tekmovanja se vse to učili in na najbolj zahtevne stvari kot stikis ali attachment, take stvari, sem vedno dala še zraven osebo, ki, naprimer, sodnica samo 1, 2 in oseba samo črtice dela, ker te ne moraš v glavi se to lepo šteti, ker ponavadi... Da je nekdo štel zraven. Tako, torej neka asistentka, ki pomagala zraven, plus, če bi prišla tekmovalka in reka, ne, to ni res, jaz nisem imela toliko zlepljenčkov. Evo, imamo 2 osebe, ki lahko potrdijo, da je bilo. Se pravi, a si se s tem kdaj srečala prej že, da se je to dogajalo, ali si toliko dobro naprej predvidela, da zna Nisem, pri mojem že tekmovanju me je bilo to vse sumljivo. In od takrat sem rekla, da, ker jaz s svojim imenom stojim.
vse, kar delam, moje ime, ali to znamka, ali to dogodek, ali karkoli. In jaz ne želim, da o meni govorijo slabo. Torej, že moram predvidevati, kaj se lahko zgodi in že to od začetka prikrič. A bi rekla, da si control freak ali si perfekcionist? Oboje. Okay. Je to znano, ne? Znano. Ja. Znano. Ok, ampak že to prvo tekmovanje, se spomnim, je bilo mednarodno, se pravi, je bilo odprto za vse. Ker se ti je zdelo, da v Sloveniji itak ne bo dovolj? Na začetku je bilo mišljeno kot slovensko. In ko se je nam prijavila ena punca, sem rekla, ne bom zdaj čakala, bom ga odprla. Ja. Dejansko je bilo planirano kot slovensko. Na tem tekmovanju sem bila. Če me zdaj vprašaš, zakaj sem šla na tekmovanje, pojma nimam. Lahko, da si mi ti rekla, sploh ne vem, kaj mi je bilo. Tudi blazno nepripravljena sem šla. Se pa spomnim tvojih besed, ker si rekla, ja, pa to je, pač misli si, da delaš stranko v salonu. Tako, jaz tudi vedno rečem. Da delač od tega, ni to tako. Zamete glasbo ali karkoli zraven in sploh ni gledati, kaj je naokrog. Ni pomagala to, moje besede te ni pomagali. Ja. Ampak se pa spomnim, veš, nečesa, takrat sem na tem tekmovanju srečala, a je bila Hana ta prvo leto tudi na tekmovanju. Ja. Ki je v bistvu povedala nekaj, kar meni je bilo tako, kaj zdaj to. Je rekla, da so določena dekleta, ki si jih srečal na tem tekmovanju, da je bilo to tako, prav so hodile iz države v državo na tekmovanja in nabirale točke. Zakaj? Da bi prišle do tega, da bi nekoč sodile ali iz marketinškega vidika, se pravi, da si delajo promocijo. Tega se mi zdi, ni več toliko zdaj, ne? Ali preveč tekmovanj? Meni si zdaj preveč tekmovanj. Ja? Takrat res dejansko ni bilo jih veliko in punce s tem res se nabirali tako, točki, v tem smislu zmage, da potem se lahko predstavili. Jaz sem bila tam pa tam, jaz sem dosegla to pa to in na tak način mogoče bolj enostavno prodajali sebe. Tečaj. Ja, ker dejansko nagrada, ki jo osvojiš, je lahko dobra reklama. Seveda. Ja. Se spomnim, da je 2 leti lahko to reklamiraš. Na eni konferenci sem slišala, da do 2 leti je kao uno, da je pa že malo smešen, da to ponavljaš, da si dobil nagrado. Ja, v redu, če pa vsakič nekaj tekmuješ in že, ok, ne vem. Le se je stvar osebne verjetno preference. Mene na primer smešno, ko začnejo vsaka tekmovanja, da naštej sem, tam pa tam to, tam pa tam to, tam pa tam. Pa če jaz bi zdaj naštela vse tekmovanje, ki sem sodila, to bi bila taka lista. Ja. To me je res smešno. In potem se je iz tekmovanja rodila konferenca? Ja, in konferenco smo organizirali v Beogradu. Prvo kot prvo smo želeli našo distributorko je malo pomagati, malo jo dvigniti. In ne vem, nekako se mi je zdela prvo kot prvo povezave do Beograda so boljše. Če smo zopet ciljili na evropsko, kot do Ljubljane, na ceneje. Mi smo dejansko vse smo gledali, ne samo zdaj ne vem, koga povabiti, ampak tudi, da bi se nam in za udeleženke in za nas dejansko na koncu nivo. V glavnem res, jaz sem bila zadovoljna z Beogradom oziroma s dogodkom. Tudi tam nekaj prišlo v mesto. Goreda, to pri vsakem dogodku se nekaj zgodi. Ne vem, takrat smo se odločili in dejansko sem zadovoljna s tem. Lash meetingi so se dogajali potem tudi? Lash meetingi so bili samo izključno v Sloveniji. Slovenski? Tako? Slovenski, ker težko problem s tujimi predavateljami moraš prevajati. Torej moraš imeti prevajalca, katera to prevaja. In imamo 2 opcije. Ali imamo kabine in simultaneous, ali prevajalec sproti. Torej govornik govori, pauza, prevajalec prevaja in pri enem primeru in pri drugem primeru so neke težave. Ali dlje traja, ali če prevajalec ne razume, tako kot je to bilo v Srbiji, včasih tak prevaja, jaz pa tam sem slušala in sem mogla včasih prekiniti in prevesti pravilno, ker potem pride nekaj do takih smešnih situacij. Čeprav
mi smo poskusili s prevajalcami pred dogodkom, da se usedejo z govorniki in govornik jim razloži, ker mi imamo specifične stvari, specifične besede. To že bomo vse, to je odgovor prevajalca. In potem pride Ukrajinka in reče beške, ceške, deške, kao B ukrivljenost, C ukrivljenost, D ukrivljenost. In prevajalec, kaj je to? Čeprav je Rus, ali ne vem odkot, torej ruski jezik, njegov materni jezik. In on, kaj je to? Tak primer. Tako da, plus, zopet, če pogledamo na cene prevajalcev, Beograd je bolj najcenejši kot tu. Samo da obdržimo v angleškem jeziku, ne vem, če bi vse punce razumeli, in smo rekli, ajde naredimo izključno slovensko, plus, da malo pokažemo, da tudi mi imamo fajne govornike, a ne? Ja. No, fajn smo speljali, meni se zdi. Da mi povej, prvi Leš meeting je bil, katero leto je bil, 2018 sem čisto razgubljena. Mogoče te ne vem. Ker sem iskala slike včeraj, ampak nisem mogla umestiti jo v pravo leto. No. Je pa bila kar zelo, zelo dobra udeležba, se spomnim. Mislim, da je bilo takrat v Plazi, 80 si organizirala, 80 ljudi se spomnim. Ja. Res je, ogromno odziv je bil, jaz sem bila s ene strani presenečena, z druge strani pa prav srečna, da toliko punc želijo dobiti nove informacije in potem, ko pogovarjali z nekaterimi puncami, veliko jih, jaz pa sem še bila 5 let nazaj na tečaju, pa mogoče je res prav čas, da pridem. 5 let nazaj. Ja. To malo res, preveč. Ta naša industrija se tako hitro razvija, da pravzaprav ti enkrat na leto moraš iti na nek update ali kako temu reči. Jaz tako vedno rečem, tudi če dobiš eno tako nove informacije na tečaju, si že zmagal. Vse ostalo samo potrditev, da pravilno delaš. Torej se splača priti. Čeprav ne vem, kako ti opažaš, ampak jaz recimo opažam, da pri nas je mentaliteta precej drugačna. Ne? Sem naredila 1-2 tečaja, kaj pa lahko še novega zvem. Ne? Nažalost. Ja, jaz ko gledam naš trg, naprimer, jaz gledam lahko Rusijo, tam naših, in Nemcev, ker jaz sem bolj na nemški trg povezana kot angleški. Pri nas, punce, oni non-stop se izobražujejo. Oni bojo šli na vse webinare, konference in tako naprej. Pri nas to non-stop laufa. Nemci so ful na tuje govornike. Tam, če samo enkrat dovolj neko fajno reklamo narediti in lahko hodiš po celi Nemčiji, tako sem delala takrat jaz. Okay. Jaz sem bila povsod vabila. Mi smo s Tonijem dejansko vsaki drugi vikend nekam šli s tečajami, ker oni so ful, želijo te znanje, ne vem, ali ni zaupajo svojim, ali jim prav zanimivo pogledati na tujca. In itak sem še imela prednost, da sem kao iz Rusije, Belorusije, in to itak oni ful imajo rade, ker mi kao imamo to vse bolj na višjem nivoju, oziroma so bolj hitrejši smo, kar se tiče novosti, vsaj tako mislijo. In to zdaj razlika, 2 različne države, recimo pri nas pa že zopet nekaj drugega. Ja, pri nas pa... Tako kot si ti rekla, 1-krat, 2-krat in žal, to je to. Žal. Se mi pa zdi, da je zelo pripomogel k temu, da se ne udeležujejo več toliko nekih konferenc in to ta COVID, ko je bilo en kup webinarjev po res smešnih cenah ali pa zastonj celo. Tudi jaz sem prvo korono delala polurne free webinarje. Takrat sem mislila, da delam dobro, ampak dejansko ni dobro. Ja, jaz sem takrat dejansko res padla ven iz vsega tega, tako da takrat se je zgodila tvoja materinstvo. Tako da jaz sem COVID čas sem preživela tam, doma. Ja, sej ta drugo korono sem jaz tudi pol preživela v miru, oziroma pač tisto zaprtje. Zanimiva mi je ta tvoja izjava, tudi nekako je v bistvu ruski trg oziroma Rusinje, nekako so bolj v trendu oziroma nam narekujejo trende. Ko, ne vem, smo probavali ukrivljenost, je bilo to ekstra, mislim, ko sem jo probavala, sploh ne vem, na test sem jih dobila, ampak se spomnim, da je bilo pri nas tako kakšen in zdaj me zanima, glede na to, da pač spremljaš ta trg, kaj je tazga, kar pa zdaj opažaš, da se pripravlja oziroma prihaja
kar se tiče podaljševanja trepalnic ali pa mogoče obrvi, karkoli, pač to področje. Okay. V vsakem primeru nobenega megavolumna. Ne, megavolumna. Okay. Pri njih 3D, 4D, to je mislim že maksimum. Super. Na? In klasiko, če je klasika že 0,7, ne 0,15, 0,20. Okay. In jaz še vedno iščem model, na katerem bi lahko to poskusila. Logično, če stranka ima že malo debelejše trepalnice kot 0,7, žal ne gre. Tako da najtanjše, katere sem delala, 0,10 in to je že bilo wow. Ja. Tako da prav čakam na punco oziroma da lahko 0,7 naredim. Mogoče se danes kira javi. Če pridete imamo kandidatko, ki bi se javila za podaljševanje z 0,7, klasično tehniko. Evo, imamo jo. Potem se dogovorimo. Okay. In te trendove efekte, kako oni rečejo temu? Trendy efekti. Tako, eyeliner ali tako smo te pogovarjali, reči temu wispy look, ampak to, ali wet efekt, ampak wet efekt ne vedno res ko mokre efekt. To je tak, jaz na primer zdaj en efekt testiram, različne verzije, ampak ne delam mokre špičke, samo zaprte šopke oziroma kombiniram zaprte in polodprte. Ker vsak trener ima malenke svoje trike in jaz ne želim zdaj kopirati koga, jaz zdaj testiram, da naredim svoj efekt. Torej, mogoče na koncu bo izgledal podobno kot druga trenerka ima, ampak jaz bom točno vedela, kje kaj dam in zakaj to naredim. Če kdo želi pogledati, tukaj je naša Ana nekje, potem lahko pogledate, prav včeraj smo jo naredili eno od verzij. Ana ima te trepalnice gor. Ja, in dejansko me je to ful všeč, ker izgleda zelo naravna, ampak vseeno to je nek efekt. Ker zdaj res opažamo, da naše punce ne želijo ta perfect line imeti in to je zdaj alternativa. Ampak to je kar izziv, veš? Ja. Se posloviti od perfect line. Ja, mislim, izziv za stilistko v glavi, tako, moj bog. Tako, ker perfect line jaz lahko delam, jaz lahko govorim, lahko glasba igra in jaz to delam avtomatsko. Pri tem efektu jaz moram študirati, kam pride katera dolžina. Čeprav imam vse napisano na blazinici in vseeno, kaj še, kaj tam, če nekdo me zmoti. Pa tako, ko si začenjala s podaljševanjem trepalnic, kaj ti je bil v bistvu največji izziv? Zdaj ti kot stilistka, recimo. Ne? Lepila. Lepilo? Se pravi, najti lepilo ali najti pravo količino? Obstojnost dejansko. Torej, takrat se spomniš, ko smo pogovarjali brisača na radiatorju. Ali jaz sem imela taki kamin električni, sem mogla ga vklopiti, če sem čutila. Torej, za mene, jaz nisem takrat točno vedela vlago in temperaturo. Jaz pridem v salon, jaz čutim, lepila ni bo delovala. Torej, sem posebej že čutila na to. In že probala na nek način to ravnovesje najti. In torej na začetku jaz sem mogla najti rešitev za to in potem razlagati strankam. In to je bil največji izziv. Strankam, ni našim strankam, ampak stilistkam povedati, na katere stvari lepila reagira. Ker oni so mislili, in bom rekla to, kaj ti mi razlagaš za vlago, pa temperaturo, pa ne vem kaj. In mi smo res 2-3 leti smo mogli s tem se ukvarjati, da vsake po telefonu to razlagali. Ker so vas klicali, lepilo za nič, ne dela to, kar je... Ja, prav en tudi primer, kličejo na punce, jaz sem že dela in s tem prav poznamkam in tem lepilom, nobena ni dela, še želim vaše probati, katero mi lahko svetujete. Meni je že bilo čudno. Jaz tako, dajte od začetka, kako delate, kje delate. In potem, ko smo ugotovili, da dela v frizerskem salonu, na take galeriji, torej frizerski salon odprt, in vse to lepo gre gor, tam, kje ona dela. In jaz si razlagam, žal, dokler vi ne zamenjate prostor, nobena lepila vam ne bo dela, to pa ni res. Jaz tak, v redu, lahko delate, ampak ne z našim lepilom. Naša lepila vam ne bom prodala. In ono, zakaj pa ne? No, da ne boste poklicali v drugo znamko in rekli, sem delala, a jaz le še sem lepila ne delala. Ja. Ampak to, jaz se spomnim, Alina, ker sem bila seveda parkrat pri tebi na podaljševanju, v salonu v Žalcu. In enkrat sem pri tebi res videla eno zadevo, ki v lifeu nisem vedela, kaj to je. Hidrometer. Ja, higrometer, jaz sem tako gledala. Pa še to je bil tak, ne digitalni, ampak analogni. Še vedno ga imam. A še vedno ga imaš? In res brisačke in tako dejansko se je takrat zelo malo o tem govorila. Ja. In danes, če pogledam,
kaj blagovne znamke vse ponujajo, kakšen asortima pripomočkov imaš, ne samo izdelkov za delo, je tako, wow. Se mi zdi, da če bi šla zdaj v nek baby center, kupovati opremo za dojenčka, bi bila, moj bog, namreč sem že 19 let ven iz tega, ampak bi mi bilo najverjetneje zelo isto. Pa se ti zdi, da je vse, kar imamo na trgu, tudi res potrebno? Ja. Ne. Ja, ne, zakaj ne? Ker, naprimer, mi, ko nekaj dodamo v sortiment, jaz dejansko razmišljam. Se vrnemo k mojemu prvemu kovčku, ko sem kupila v Španiji. Tam so bili zobotrebci. Za? Ne vem. Predvidevam, ker lepila so takrat bili ful goste. In ko malo večjo kapljico narediš, to vse se vidi in potem oni nekako to predvidevam, pobirali to lepila. Moja misl, ne vem. No in v glavnem, in ko v tem kovčku polovica stvari, ne polovica, mogoče tam, ne vem, tretjina, ni bilo uporabnih, ni smislenih, zato sem rekla sebe, da v moje znamke, v mojih setah tega ne bo. Raje jaz naredim manjši sortiment, ampak jaz točno bom vedela, to uporabljaš za to uporabljaš za to. Mogoče tam pa tam taki gadžeti, taki pripomočki, neki taki poceni pridejo, ker je nekaj zanimivega. Ampak to ne bo stala 50 €, da človek kupi in vrže stran, ker je res nepotrebna. Ne? Nekateri pa dodajo vse možno, da trgovina ima 1500 izdelkov. Ne vem. Vsak razmišlja drugačno, vsak je drugačen podjetnik. Tako da dejansko ni vse potrebno. Ti si dejansko sfokusirala se na to, da ponudiš v svoji ponudbi tisto, kar je res preverjeno in potrebno za delo. Kaj bi pa flikali na ven? Recimo. Ampak veš, da trg pa še zmeri misli, da brez tega ne moreš vedeti. Tisti nanomister. A to se še prodaja? Ne, sem videla, da še prodajo nekatere znamke. Oziroma, še tako promovirajo. Za tiste, ki ne vejo, da povem, nanomister je taka zadevca na baterije običajno, katerega naliješ vodo in potem popršiš po trepalnicah, da bi se lepilo hitreje in bolj enakomerno starjevalo. No pa še eno zgodbo za to, da ta nanomister. 2 znamki iz Nemčije meni so razlagali. To prav ena, ne vem, z razmikom dejansko par mesecev, ko se eno pogovarjala lasnico in z drugo. Pošiljajo nanomister stranke in ona kliče in reče, vode ni bilo zraven. Reklamacija izdelka. Ni res. Ja. Ja, no tako da. Mogoče bi morala preložiti navodila, da rabiš za delovanje vodo. In se zdaj vprašala, mogoče imajo pa zato nekateri te appliances, aparati, navodilo za delovanje je potrebno imeti baterije. Baterije niso priložene. Očitno bi mogli to imeti. Nekatere stvari postanejo smiselne. Čakaj, da vidim. Prej smo se pogovarjali zdunaj, rekla si, da kot stilistka stranka mi ne delaš več. Skoraj ne delam. Jaz imam 2, katere nikakor ne morem. Noč tajt. Oni so tudi čakali, ko sem bila na porodniške. Sicer mogoče so šli nekam in so rekli, ne, bomo raje počakali. In se prilagodijo meni, ker problem v tem, če jaz imam razpisane neke stvari, jaz ne moram potem jih vzeti, oziroma mi že s njimi razpišemo tak termin, da jaz mogoče že se prilagajam. Ampak, če je potrebno, jaz jih pokličem in rečem, punce, žal, zdaj moram pristaviti termin, in rečem, počakam. Ali, naprimer, ko jaz delam in vmes pride nekdo me nekaj vpraša, ali pride stranka, katera mene potrebuje, on je tudi pripravljen počakati. In pri s normalnimi strankami, če jaz bi imela salon, kot stilistka se ne smeš tega privoščiti, da jaz zapustim stranko in grem nekam. Te pa so pripravljeni počakati in razumejo, zakaj gre. Zdaj sem se spomnila, Lena, ko si šla vmes na operacijo vida. Ko si rekla, da 1 mesec ne boš delala, ker je moment tako skoraj mini infarkt. Kaj pa zdaj brez trepalnic? Ampak, veš, ravno dopoldne smo se pogovarjali o tem, o dvigu cen in temu strahu, ki je non-stop prisoten, če bom pa podražila, pa bojo stranke šle drugama. Če si ti res neki zadovoljen s storitvijo, ima 1 mesec si brez, oziroma se prilagodiš času, da ima stilistka čas za tebe. Se pravi, ampak počuješ pa,
poučuješ, se pravi tečaje pa vodiš. Sicer, tako kot sem rekla, smo imeli dolgo pauzo, ampak ta čas smo izkoristili, da so popolnoma obnovili tečaje, tako da jaz imam zdaj nekaj čist novega. Povej. Imamo prav ful dolge tečaje, katere lahko dejansko vsaka stilistka oziroma potencialna tečajnica ali tečajnica prilagodi po merih, torej bo rekla, izpopolnjevalne tečaje vsi bo tok po tok moduljev, to že znam, tega ne rabim, vzamem pa ta modul. Da lahko mogoče malo ceno mogoče nižje dobijo v tem primeru. Nam ni gre seveda za to, da vzamejo najmanjši paket, ampak da lahko izberijo. Mogoče, o tem se znam, dejansko znam. Rabim pa to. Da mi imamo 3 različnih tečaja, vsak tečaj ima 3 paketa, različne bonuse, različne bonbončke pri različnih paketih. Tako da... Inoviraš. Ja. Povej mi, ampak a preverjaš, recimo, če nekdo reče, to temo jaz obvladam, ker se mi zdi, da če imaš nekje v znanju luknje, ti absolutno ne moreš graditi tako trdno, kakor če so temelji v nulo poštimanja. No, prvo jih opozorimo, da na koncu tečaja, če želijo dobiti certifikat, izpit naredijo za vse moduli. Super. Tako da to je njihova odločitev v tem primeru. Potem pa imajo možnost, ko pridijo prvi dan in rečejo, kak mi je fajn tukaj, ne, bom še prišla na vse ostale. Lahko dokupijo. Tako da... Odlično. Samo se mora odločiti, da pridijo. Pa je interes za daljše tečaje pri nas ali ni? Mi šele smo začeli s oglaševanjem in interes je. Je interes, Jaz upam, da res ostane, da punce začnejo razumeti, ker dejansko vsi smo začeli s enodnevnim tečajem. Zakaj sem šla? Ker toliko let sem imela enodnevne ali dvodnevne. Ampak takrat sem imela še, klasika, oziroma začetni tečaj, nadaljevalne in vedno sem rekla, ko tukaj zvadiš 3-4 mesece, pride nadaljevalne. Torej, jaz sem dejansko imela isto to, ampak po tečajih in sem upala, da punce bojo šli korak za korakom. In na začetku dejansko je tako bilo. Jaz imam res ogromno tečajnic, ki so naredili vse 4 tečaje. Potem pa, ko nas postala več in so šli mal tja in ni... Ponudbe na trgu je res velik in neki začetnici je ful težko se v bistvu odločiti, kam iti na tečaj in včasih pade na neko zunanjo podobo, na nek lep Instagram feed, kar ne pomeni, da boš zares tam to znanje tudi dobila. In je res, jim dostakrat slišiš to zgodbo, verjetno tudi ti jaz, kako pravzaprav se je napačno odločila za tečaje. To sem tudi parkrat slišala, ampak meni se zdi, da malo logiko moraš imeti, da v enem dnevu se ne da naučiti klasiko in volumen. Ne, mislim, absolutno ne. Je pa nekaj res, veš, tudi znamka, s katero jaz delam, London Lash, je imel začetni tečaj najprej dvodnevni in se je bistveno slabše prodajal kakor enodnevni. In zdaj, ko je recimo masterclass, ki je intenziven tečaj, ki traja 10 dni, nisi skozi prisoten, ampak 10 dni moš non-stop delati, se pa ful dobro prodaja. Zdaj pa res se sprašujem, kaj se na trgu dogaja. Meni se zdi, da moram bolj ozaveščati potencialnih tečajnic, bolj jim razlagati, zakaj smo začeli s takimi tečajami. Vem, nekateri, tudi če jim lahko razlagaš, ne vem vse kaj, ampak če je pomembna cena in lokacija, bojo šli tja in potem vseeno mogoče razmisli, to je bila napaka, ampak vprašanje, kam bojo šli naprej, zopet na tak poceni tečaj ali mogoče k nam. Oboje se zgodi, ali poiščeš še en poceni tečaj, ali pa pač YouTube, Instagram oziroma te kanali, kjer so neki tutoriali, ki so brezplačni. In zdaj, eno začetnico razumem, ker res ne ve, kaj vse je pomemben. Ampak ko pa ti že nekaj časa delaš, pa bi morala vedeti, da je toliko enih podrobnosti, ki jih oko, ki ne ve, kaj mora gledati, itak ne vidi. Ker itak začetni tečaj meni se zdi, vseeno, kako dobro mi bomo razlagali in pokazali, vseeno greš domov in pozabiš. Drži. Zato je nadaljevalni tečaj, to je dejansko najbolj pomembne kot začetne. In to, kar punce ne obiskujejo. Oni naredijo začetne in grejo takoj na volumen. Res je. Pa veš, kaj sem tudi porajtala?
da tiste, ki so naredile samo začetni tečaj, recimo, ne, in so imele potem ta 3-4 mesečni rok, da pridejo nazaj na volumen, je bil ful večji usip, kar se tiče izpita, niso prišle na zaključni izpit, recimo, ne, oziroma so potem volumen, to je sam tehnika, to se bom sama naučila, ne, pa so to probavali. Tretji faktor, ki pa se mi zdi, zdaj ga spoznavam, je pa ta, da če nihče ne stoji za tabo in te poriva in v smislu, da se ti čutiš dolžnega in odgovornega, da delaš, ful počasneje napreduješ oziroma pač ne napreduješ. Ja, ampak prvem moraš ti imeti željo, da to... Absolutno, ja. Mene noben ne porival in ni kontroliral in... To je res, se strinjam s tabo, res je. Ali Urška, mislim tudi pre Urške, noben je stala ob strani, rekel pa delaj. Ne, to pač mora biti v prvi vrsti, res mora biti ljubezen do tega dela, ker se spomnim enega obdobja, ko so kozmetični saloni, pa tudi frizerski saloni množično pošiljali dekleta na tečaj podaljševanja trepalnic, zato ker so v tem videli neko dodatno dejavnost, dodatno možnost zaslužka, ne, ampak hitro ugotoviš, da to, če ni nekaj, kar z veseljem delaš... Ja, in še najhujš, da naslednji dan že jih čakali stranke. Ja, ta je bila tudi lepa. Ta je tudi lepa, ali pa veš, kje je še lepa, bo zdaj malo potračala, ne zamerta. Lepa je tudi ta, kar reče, bom jaz malo za popoldne bom delala trepalence, pa nima veze, čisto v enem drugem poklicu je recimo, nima veze, vsi smo vsi začeli malo popoldne, ampak ko pride na tečaj izključno z misijo, ok, jaz rabim več denarja v svojem življenju, jaz bom delala zdaj podaljševanje trepalnic. No, pri teh je tudi zelo hiter, oziroma zelo velik usip in jaz vam rečem, aleluja, hvala Bogu. Hvala Bogu, da se dela pač nekaj. Jaz sem imela eno točajnico, ki je rekla, meni je vedno tako čudno, zakaj vi imate take visoke cene? Zdaj se bom naučila, bom tudi kao zaslužila. Na? Ko se vsela delati, rekla, ok, zdaj razumem, zakaj so take visoke cene. Ker dejansko naše stranke, mislim, niti ne razumejo, kaj mi vse delamo, kaj se trpi, telo, oči in tako naprej. In tukaj je v bistvu tudi na nas, stilistkah, da v bistvu stranko izobražujemo, da ji med samim postopkom, med pripravo, ko ona še recimo, da ne spi, razložiš, kaj bom zdaj naredila, zakaj bom to naredila. Zdaj včasih se res že ponavljaš, kot stara plošča, ampak se mi zdi, da veš, ženske se potem med sabo pogovarjamo. In če primerjava midve, ne vem, mojo izkušnjo, pa tvojo izkušnjo, pa če ena reče, ja, meni pa nič trepalnic ne umiva, se pravi, zelo veliko lahko mi same naredimo, da imamo stranke, ki so bolj ozaveščene in da nam v bistvu stranke pomagajo pridobivati nove stranke, zato ker imajo drugo izkušnjo. Ja, točno tako razmišljam. In moje stranke, tiste dve, naprimer, no, ali ko sem imela jih več, oni so dejansko sami vedeli, tukaj me je že več odpadla, oni že točno vedeli, kje kaj se obnavlja in oni sploh so ni pritoževali. Če, naprimer, se je zgodilo res, da na enem oko več odpadlo trepalnic, ker oni že videli, kako so odpadli, zakaj so odpadli in če stranka res polovico, kako jaz rečem, polovico teorij že pozna, mi imamo mir, noben nas ni izziv, ni reklamiranje, nič. Na? In tako, kot se rekla, se pogovarjajo ena s drugo in že druge punce vejo, kaj zahtevajo dejansko od stilistke. Ja. Alina, raj učiš ali raj delaš strankam? Kaj ti je ljubše? Oboje. Jaz včasih, ker podaljševanje trepalnic, to je za meni nek način meditacije. Ampak jaz res moram biti, da mene vse pustijo pri miru. In posebej, ko imam glavo bolj, se usedem za stranko, jo ni. Sicer potem stanem in zopet to se vrne nazaj, ampak prav uživam v tem. Ampak mora biti moj dan, ker včasih, ko ni moj dan, in te kotičke mi... Tudi jaz to imam. Ja, ampak res z veseljem podaljšujem, ampak dvomim, da bi mogla res to delati kot stilistka cel dan. Zaradi... Nismo tako mlade več. Ja, nismo več tako mlade, ja. Učki so recimo zelo problematični. Ja. Sploh, če začneš pozno kariero. Ja. Ampak pustva stat, bi rekla moja primorska prijateljica. Daj mi povej, a si se srečala kdaj s kakšnim ful razočaranjem v svoji karieri? Tako razočaranjem vezano na, bom rekla, na posel, na ljudi znotraj posla.
spoznanje, odnosi. Ja. Okay. Ko poskusiš nekamo dati, koliko se da in na koncu dobiš. Zato mogoče, ne vem, če je to prav, ampak probam se distancirati včasih. Čeprav mi je to ful težko, ker ful rada sodelujem z ljudmi. To je to. Je boleče. Ful. Vem. Tvoje izdajstvo res ful boli. Zelo veliko si že naredila na tem našem področju. Drugega ne poznam, ne kot mame te ne poznam, kot žene te ne poznam, kot prijateljice te ne poznam, ampak tako zdaj, če se ozreš nazaj na ta leta, na te svoje dosežke, mislim, spoštovanja, vredno vse to, se mi zdi, da to začneš ceniti lahko šele, ko se sam lotiš tega, ko imaš neke svoje izkušnje. Se ti zdi, da si bila prezgodnja z vsemi temi stvarmi, ali naš trg tisti, ki nas spet omejuje? Mentaliteta, ne vem. Težko mi je bilo, prav zaradi tega, ker sem bila povsod prva. In jaz sem mogla vedno dokazati, da to je prav, da to je v redu. Naprimer, recimo, če primerjati, takrat so bili, ne vem, Luxus Lashes ali ne vem, Extreme Lashes in cena lepila je bila 200 €, mi pa smo jim dali za 50 €. To je poceni, to ni dobro lepila. Zdaj pa naša lepila, ste pa dragi, ista cena, 10 let, ista cena. No, to je zdaj primer, ali s trepalnicami. Logično, takrat smo se lahko privoščili, ker nismo bili davčni zavezanci. Zdaj smo dvignili ceno, logično, ampak ok. Takrat smo mogli dokazati, da smo isto dobre kvalitete. In smo dejansko hodili od salona v salon. Dokler smo pokazali, smo super. Naslednja, volumenske podaljševanje. Mi smo bili prve. Volumenska, pa ne, pa to težko za trepalnice, pa to ne vem se kaj, torej sploh punce niso imeli informacij, ampak ker njihova znamka to ne ponudi, in mi smo mogli zopet dokazovati. Jaz sem bila prva stečaj, ok, ni primerjava teh tečajev in današnjih tečajev, ampak vseeno. In tak je bilo skoraj pri vsakem začetku. Mi smo mogli vedno dokazovati, to je super, probajte, poskusite, ali lepilo, recimo. Ti prvi, ki orjejo ledino, imajo vedno težko delo. Ja, ampak potem, ko mi pribijemo led, vse ostale začnejo delati. Exactly, vsa stvari. Ja. Tako pač je. Ampak glej, imaš pa neko svoje zadoščenje, najbrž lahko, da veš, kaj vse si poskusila, kaj vse si dosegla, kakšne imaš, recimo, ideje za naprej. Da jih lahko podeliš. Dejansko imamo eno idejo, ampak to mi bomo dve privat pridebatirali. Dobro, ok. Velja, ok. Drugačna pa trenutno res, jaz, tako kot sem rekla, še čist mal na off, počasi že prihajam nazaj, tako da ne delam nekih velikih planov in korak. Te je, se pravi, materinstvo te je spravilo v nek drug položaj. Jaz imam zdaj redni delovni čas od 9 do 3 in to je to. In moja šefica reče, mama, telefone sklopi, fertih, jaz doma ne smem delati. In jo bogaš? Včasih poskusim da vseeno nekaj še na hitro naredim in opazim, da in tam ne naredim dobro in za otroka to ni dobro, ker potem malo tak, ne bom rekla jezna postanem, ker me nekaj in frustracija se zgodi. Tako, in jaz to probam, da res ločim. Če govoriva o tej tvoji mali šefici, kako je ime? Ksenija. Lepo ime. Ni tako pogosto. Ne, naše ime. Naše, vaše. No, čeprav tudi jaz imam stranko Ksenijo. Ok. Si sprejemanje nekih odločitev vezano na posel mogla narediti, se pravi skrajšala, oziroma uredila si delovnik, da je reči. Tako. Kje si še opazila spremembe? Dogodke. Vse dogodke sem odpovedala takoj. Torej, jaz nikamor nisem več šla na tekmovanja ali kamorkoli. Recimo, sem še do zadnjega razmišljali, da bom, ker ko smo s tabo govorili, sem rekla ne, potem pa mogoče ok, 2 tedne do sejma. Stres. Ja, in na koncu itak smo rekli, ne bomo ta stres nam naredili, ker ali jo vzamemo zraven, potem nič od sejma, ali moramo brez tonje in to je že tudi težko. Tako da dejansko
mi smo vezani samo na salon, oziroma to, kar zdaj lahko tako naredimo v tem časovnem obdobju. Pa delaš sama, kadar delaš v salonu, ali dela kdo pri tebi? Mi imamo eno punco, ki je zadolžena za prodajo, za naročilo, in naša Ana, moja, kako sem rekla, prava roka, na začetku sem rekla desna roka, v smislu prava roka po ruski prava, ampak dejansko prava desna roka. Prava je po ruski desna? Ja. Okay. Po rusko, jo, kvaj znam, kako jaz tudi včasih govorim malo tako. Eno vprašanje bom vprašala, ne svoje, vprašala bom, če ima kdo iz najne publike danes kakšno vprašanje zate. Ob tej zgodbi, ki ste jo slišali, kakšno vprašanje? Kako? Hvala. Kar povej še enkrat, Janja. Jaz sem se čisto živela v nekako, kar tudi sama, nekako tako doživljam jaz v bistvu iz svoje roke, no. Neke korake v življenju in se mi zdi, da je res tako spodbudno poslušati, da dejansko niso samo stvari, ki so od nekod prišle, ampak dejansko, da treba za to res veliko odrekanja, spodbude in notranje podpore, tako partnerja, se pravi, mene tudi moj domen zelo podpira pri vsem tem. Tako da res sem vesela danes, da poslušam take lepe zgodbe. No. Hvala. Vse pohvale pa sam lepo še naprej. No. Hvala. Še kakšno vprašanje za Eleno ali pa misel? Yes. Ula, živijo. Jaz bi pa sam zelo rada povedala, da sem tudi jaz opravila svoj prvi tečaj pri Eleni in sem ji še zdaj hvaležna, ker jaz sem bila edina po moje, ker nisem mogla reči, moj prvi tečaj je bil grozen, ampak jaz sem bila mene je bilo pa že od začetka lepo in je res. Hvala. Alena, hvala. Hvala tebi, Ula. Še kakšno vprašanje morda? Misel? Vse smo odgovorili že. Ja, vse smo povedali. Ja, da se navežem na Ulo, tudi jaz sem delala pri tebi volumenski tečaj, ne? Eno vprašanje, vidiš, pa še imam mogoče zate, ne? Jaz se spomnim, najprej sem delala pri tebi volumen, potem sem šla pa 2 meseca kasneje še nekam drugam na volumena, ne? Na Extreme Lashes, ker je bilo v zraku neko sodelovanje z nekim kozmetičnim salonom, da bi prišla k njim delati in so pač ekipo poslali. In se spomnim tvojega vprašanja takrat, zakaj si šla na tečaj. In sem se vprašala takrat, a si se vprašala, a ti nisem dala vsega znanja, ali kako v bistvu, ker je težko, ne, ko vidiš neko svojo učenko, pa gre pol še tja, pa tja, se različni občutki v tebi porajajo. Ne v smislu, zakaj je šla zdaj tja, ampak bolj, ko hočeš videti, kaj je na stvari. Dejansko jaz se ne spomnim, zakaj sem pri tebi to vprašala, ampak zdaj na vsakem tečaju jaz vedno rečem, da jaz priporočam, da greste k drugim treneram. Posebej, če se vam zdi, da nekaj niste razumeli, ker mogoče oni bojo vam povedali svojo tehniko. Posebej, če že govorimo o volumnu, toliko različnih tehnik izdelave šopkov in moj tisti en kot, mogoče tebe ni leži, druga trenerka pokaže. Tako da, sploh meni ni problem, če kdo gre na drug tečaj. Jaz še bolj vesela, če še vidim napredek. Ja, res je. Ne vem, če si to želela slišati, ampak... Ne, nisem te nikoli vprašala tega, zato sem zdaj pomislila, da je mogoče, ker mi vprašanje prišlo naprej, Ne vem, mogoče takrat jaz sem to čisto drugačno spremljala in mogoče res bila, ne vem, prizadeta, ampak to itak s časom razumeš drugačno in spremljaš drugačno. In jaz, en primer sem imela tudi, ne vem, volumenski, začetne ali mislim nadaljevalne volumenski, ne bila ena punca trenerka iz Kroatije, iz Hrvaške. In ona šla že domov, ne vem, še punce vse delali, ona že ob 4 šla domov, ker kao do Splita dolgo voziti in bla bla bla. Ampak jaz sem že na tečaju videla, da nekaj ni bilo nekaj všeč, ni bila tak, na. Čez 2 meseca ona je mi napisala, se zahvalila in napisala, šele zdaj sem razumela, kaj si takrat razlagala. Ja, tako da včasih rabiš čas in če vseeno nisi našel, ne vem, še vedno nisi razumel, greš na drug tečaj in to je to.
Res je. Ker tudi imamo različen način podajanja, se mi zdi, informacije. Ja, Nekdo je zelo tehničen. Ja. Jaz zase vem, da recimo zelo rada podajam primerjave iz življenja. Ne vem, tako prelepaš trepalnico, tako kot gre stopalo na tla, ko hodiš, recimo začetnici, ki razlagaš. Tako da ja, ni vsaka stranka tvoja stranka, ni vsaka tečajnica tvoja tečajnica. Tako. Zato tudi rečem vedno, če že iščete trenerko, probajte z njo malo saj se slišati, če nimate možnosti pogledati video, da dobite ta občutek, kaj je to tvoje sploh ali ne. Res je. Alina, še zadnje vprašanje imam zate. Jaz sem že mislila konec. Ja, še je konec, to je zadnje. Vedno je enako zadnje vprašanje v tem podcastu in sicer, če bi lahko podoživela še en trenutek v svojem življenju in ne bi ga spreminjala, v celoti bi ga podoživela, kaj bi to bilo? Večjih takih, ampak so podobne. To so zadnji večer tekmovanja, gala. To je taki adrenalin, to potem par mesecev tako, prav jaz ne moram to opisati. Polna si bila, te je toliko nafilal. Ja. To ne vem, ali to res samo kot organizatorka doživiš, ker sama si videla, na kak način mi to organiziramo, ker na koncu je vedno bila gala večerja, te lepe obleke, taka že vzdušje. No, zopet, če primerjavo s Poljsko naredim, tam smo sedeli kar tak. Sicer jaz sem se lepo oblekla, ampak zastojn sem to naredila, ker si boli kar casual varianta, to je čisto drugačno. Ker pri nas, tudi če nisi zmagal, vseeno si bil zmagovalec na nek način. In to prav, jaz ne moram to opisati, kak je to bilo fajn. To je res, lahko potrdim. Iz prve roke 2 leti sem bila na tekmovanju, 15 pa 16, in vedno ta gala večerja je bila. In ne samo gala večerja, vedno je bil program, ful je bilo lepo poskrbljen za nas. Tako da je ostal v lepem spominu. In sem vesela, da sva danes tukaj lahko se pogovarjava in se ti zahvaljujem za to, da si vzela čas, da si prišla na podcast in se veselim še kakšnega klepeta ob kakšnem drugem kozarcu, lahko tudi črne kave. Ja, hvala tebi za vabilo in itak, tako kot sem že rekla, imamo še nekaj predebatirati kasneje. Dobro, se veselim.